Dobro jutro v novo leto, ne, 2. januar. Imam občutek, da je samo 2 dni bi se minilo od prejšnjega leta, ne, nisem noro. Se pravzaprav je. Upam, da ste ga preživeli, da ste odsilvestrovali super in da imate krasno priložnost za izkoristiti še en tak frejlauf dan, da ga boste izkoristili v mogoče bolj nore smeri, ne, v bolj nore sfere, v kontekstu, da se greste flikant v ledeno mrzlo vodo, ne, recimo. Jaz sem včeraj nekaj razmišljal o tem, ampak sem si neki tajminger na glavo postavil, pa nisem bil čisto pripravljen, sem kar prespal včerajšnji, no. Nisem ga čisto prespal, ampak sem pa spal ob takih čudnih urah, ampak se sploh ne obremenjujem, zaradi tega, ker je svoje telo poslušam in ga ubogam, kar svetujem tudi vam, da ga, ne. Tlele moram popraviti tehnično napako, a vidiš, imam tlele tehnično napako, v scenografiji napaka. A ni dobro? To je napaka v scenografiji, pač vidi se greškica, ampak nič hudega, vsi falimo. Kaj sem hotel reči? Poslušam svoje telo pri hrani, pri spanju, pri zbujanju, pri življenju. To vas spodbujam tudi ves čas, dajte kar telo rabi, itak pove, sem ga je treba slišati. Ja, pa 6. čut pa to, no, v tem kontekstu, ja. Tle od zadaj sem vam pripravil eno lepo tako zimsko dilo, ne, imaš dilo, dilo, b dilo pa dilo. No in ta dila je zimskega formata. Igra besed je super, tako kot pravi tudi naša ustava, ustav se, te bo najboljše, da se ustavimo vsi skupaj, naj se ustavi ta stroj, ki dela na naš pogon, mi smo ta para, ta pritisk za to zemljo in za to matrico in ta sistem satanistični, mi smo tista energija. Ustavimo jo, pa da vidimo zdaj pol, ne. Tako, kot se moraš ustaviti od narcisa, ki naredi neumnost, ne, ti se moraš distancirati, pa počakaš, da vidiš, kako bo on zdaj izpeljal, tam, ki je naredil iz kruha drek, ne, zdaj pa ne proba nazaj, dokončati tisto, kaj je. Zdaj pa veš, čakajo nas, zdaj boš ti, ne. Eto ti ga ne bom zdaj jaz, kaj boš pa ti naredil? A ja, pa ne gre, zoprno pride, ampak podrt pa znaš, ne, podrt. To pa ja, pa drek naštimati tudi, ne, te so narcisi vrhunski. Da ne rečem, kako so ti narcisi lahko ostudni in preverzni za 4 stenami, ne. To so posiljevalci, dobesedno, da ne bo pomote. Naven v družbi so krasni oni, ne, in pa mu rečeš, še pa on je posiljevalc, pa dajno njega srat, pa če pa predsednik društva, pa zborovodja, pa ovo, pa ono, pa ne more biti on posiljevalc, pa se jad ko fejst fant. To so bile te njihove maske, danes tako, jutri tako. Dobro, malo preskakujem. Novo leto sem rekel, da bom še se dotaknil. Zdaj, a je novo leto se začne v naših glavah, ali se konča kakšna stvar ob teh luninih premikih, ali se novo leto začne sred zime, ali se mogoče novo leto začne takrat, ko se prebudi nov cikel v naravi, ne. In zna biti mnogo stvari prihaja ven, predvsem ta 31.12. Zagotovo ni konec nobenega cikla, ne luninga, ne ženskega, ne nobenega cikla se ne konča, samo koledarsko. Koledarsko je pa itak nastavljenih po raznih, kaj je bil že Gregor, pa je gregorijanski, pa je bil Julij, pa je bil julijanski, zdaj jaz ne vem, kateri bo poparil za zares. Ne vem, če je sploh to zdaj najbolj bistveno, no, bolj sem hotel nastaviti, da se spomlad praznuje, novo leto, nov cikel in to ne bi bil celo 1. april, ki je bil nastavljen za dan lažnivcev, torej za vse lažnivce krasen dan, da se nam porugajo, kdaj smo pravzaprav res prišli, ker oni so vedeli, mi pa ne. Vsako novo leto, vsak dan je nov dan priložnosti, priložnosti za izražanje tega, kaj smo. Da izražamo svojo biti skozi ljubezen, ki je v nas, preko nas potuje neusahljiv vir energije in prav zaradi tega so nas
fokusirali v sovraštvo in ne v ljubezen, v neke strasti, govorim zdaj v smislu pornografije, v neke te mesene užitke, namesto same ljubezni, dopolnjevanja partnerjev oziroma družbe kot take. Kje se mi lahko zdaj zedinimo, če se ne moramo zediniti, kakšne oblike je Zemlja? Če se ne moramo mi zediniti, ali virus je, ali virusa ni? Če se ne moramo zediniti, ali je medicina dobra ali slaba? Zedinjeni nismo več pravzaprav nikjer. In si ne znam predstavljati narediti tak viadukt. To niso naredili 3 ljudje. Naredila je skupina ljudi, ki je poslušala drug drugega, ki je sodelovala v izdelavi. In tako so civilizacije nastajale. Se pa človek je sposoben seveda sam živeti, ampak skupaj smo sposobni narediti nepredstavljive stvari. Naj si bo od piramid pa do ne vem kakšnih struktur. To, kar delajo zdaj gradbena podjetja s pomočjo nekih strojev, je za moje pojme daleč od nečesa, kar bi bilo lepo ali pa večno. Recimo opazujem. Fascinantne so mi te katedrale, kako to narejeno, ali pa gradovi. Kako v piko natančno, ne vem koliko 100 let nazaj ali pa 1000 let nazaj, pa brez nekih dvigal, pa brez nekih, ne vem, aneksov k pogodbam, pa ne vem, mogoče so pa tudi bile. Ampak že če se spomnim gradnje ceste, naše avtoceste, Ljubljana, pa Koper, pa pol do Beograda, cesta Bratstvo in edinstvo, to so delali ljudje. Ne, v skupnosti, zmenili so se, pa so skupaj delali. So se zmenili, tisti, ki so se zmenili, držali. Zdaj nismo sposobni se zmeniti nič. Še to se dobimo ob 3 ali ob 4 na tisti kavi, mora biti še 6 mesičev vmes. A si res mislil, zdaj imam 3 minute zamudo, zdaj imam že 5 minut, sem še malo, a se dobiva tam ali tam, ki so že rekla, mislim, čisti black out. Tako se sploh ne da funkcionirati, ne. Z nekom se zmeniš, pa ni nobene potrditve, mislim, je zelo slabo. Ampak, nekaj pa je še dobrih ljudi, ki se jih človek razveseli, in nekaj nas je, ki v srcu dobro mislimo. In to je dovolj. Biti v tem momentu te vojne je dovolj biti pristen, iskren in se izžarevati. Jaz sem izražati in izživeti, ne izživljati, življenje, ne se nad drugimi izživljati. To narcisi počnejo. Zdaj sem pa zgubil, kaj sem hotel povedati. Pemtišno. Ja, biti je dovolj, ker ta vojna od nas zahteva preboj, moči, lastne integritete, se zavedati tega in reči, moje je pravilno. Zato, ker it is my way. In ne more nekdo drug vedeti, kakšna je moja pot, še teže jo bo pa razumel. Če ne ve, če pa moja, če pa v svojih čevljih hodim. Tako da, dajte se res zavedati, kdo ste znotraj sebe. Dajte se malo spomniti naših korenin slovanskih, dajte se malo spomniti, kako ste bili otroci, kaj ste imeli radi. Dajte se spomniti, kaj ste v mladosti cenili pri ljudeh, pri drugih, zakaj ste nekatere ljudi imeli radi, kaj je pravzaprav toplina človeka, ki se ga lahko samo še spomnite, ker srečate jih v bistvu zelo težko, ker je količina strahu, dezinformacij in manipulacij tako velika, da še tisti, ki so bili, so se ustrašili ali pa bili na silo potlačeni, da so kakršni so. Sorry, tako mi čudno stoji ta kapuca, da sploh ne morem se štekati, da bi mi bila narobe, pa ni glih prav. Sam na kameri se čudno vidi. Dobro, tle sem si par stvari napisal, pa grem na rikverc nazaj. Tlele sem najdel korona, virus, vam dam domačo nalogo, vpišete v prevajalnik, COR, presledek ona, presledek virus. Kor, ona, virus, če date, da vam prevaja iz latinščine, iz jezika, ki ga mislim, da ne govorijo nikjer, razen v cerkvah pa v medicini, kot da bi imela ta dva kaj skupnega. Sanctus, tanctus, spiritu canctus, pemti kolesa, pa razum, kdor more. Kje pa se pogovarjajo latinsko? To pa sem mi. Ja, pa še pravni jezik, je tudi v latinščini. Mislim, sami frendi, da ja ne bi kdo razumel. Pa se je logično, oni so
za zaprtimi vrati, v drugih jezikih, v nekih podobnih oblačilih. A se spomnite onih sodnikov, ki so si dali še lasuljo, pa črno, da so vsi glih, zdaj pa ne veš, kdo ti je sod, vse so pa ja vsi glih. Tako je zdaj za temi maskami, ne, kdo te je kam pritegnil, povlekel ali testiral, ne veš, zato ker so vsi ne samo očivan, ti sploh ne face recognition, kak je zdaj to, ne, kje je zdaj osebna odgovornost. Ja, taka so pravila. Ja, ampak ta pravila izvaja pa Metka Novak. Metka Novak je osebno odgovorna, a ne, zato da je pač brizgala z brizgalno šprico v ljudi, ne. Jaz ne vem, včeraj sem videl eno bizarno sliko, nujna medicinska pomoč vošči mavrično, novo leto, ne, ful mavrično, ne, ta LGBT mi se sploh dopade, pa dva reševalca, obe imata eno reševalko, zdravnico, ne vem kaj. Mislim, zgleda bolj tako kot reklama za kakšen film za odrasle. No, resno, mislim, meni se zdijo te stvari tako primitivne že, da mi grejo na kozlanje, kaj to za ena družba zdaj sploh ratuje iz tega, mislim, rompom. Dobro, nismo vsi primitivni, tako kot nam probajo raztupiti, ne, nismo. Nismo se včeraj pali iz grane, kakor je rekel, da bi pojeli banane, ali kako že, so imeli tile, kaj so že, ja, no, dubioza kolektiv. Oni, dubioza kolektiv se tudi trudijo nas osvetliti in nam dati informacije o tem, kdo smo, kje smo, v kakšni družbi smo in dajo to skozi neke regi, skozi nek zabaven bosanski jezik, ker če sem kje srečal humor, sem ga v Sarajevu, valil sem se za trebuh držal, toliko humorja sem tam videl, v isti sapi, ko lahko gledaš cel hrib teh špic spomenikov, ki nakazujejo žrtve, kakšno grozno število žrtev, kakšno grozno število otrok v sirotišnicah, tam sem videl prstke, ki se držijo ograje, mislim, raztrgano mi je srce. Po drugi strani pa jim je ostal humor in ostala jim je skrb za sočloveka, za sodelovanje, za tako, no, pač ta humor je tudi ena izmed stvari, ki jo moramo v novem letu dati malo bolj naprej, ne, torej se pohecati, znati se nasmejati predvsem sebi, ker satira kot taka je bila zato, da se norčuje iz elite, iz višjih kast, da se v bistvu opozarja na neke nepravilnosti, to je bila satira. Če pa se delaš norca iz človeka, ki je v težavah, temu pa se ne reče satira, dragi narcisi, temu se reče bullying, ne, buliranje, mobbing, bullying, se pravi norčevanje in zatiranje človeka in to ni več niti pod točko razno več smešno, tako da mogoče bodite pozorni ali pa se spomnite nazaj, kako so imeli narcisi zanimiv humor, ki ni bil humor, vedno je bil en prizadet in navadno je bil to žrtev njihova, ne, za mizo, v službi, v šoli in tako naprej. Ja, se kaj počutite, ne bom rekel zlorabljene, jaz se počutim kar malo tako, mater sem neumen, ne. Prav neumen, ker sem jaz zaupal tem narcisom celo življenje, ne. In mater sem bil res jaz ta nakajla, ne. Zdaj pa res ni prijetno, ker ugotavljamo mi skupno in kolektivno, kakšne kajle zastarele so oni pravzaprav bili pa nam tupili, to prav, pa si ti neumen. Ne, mislim, zdaj, ko mi spoznavamo ta cirkus gnil, razpadajoč, mislim, res je bizarno, saj po eni strani bo to vse skupaj smešno, po drugi strani srhljivo, grozljivo, žalostno do amena. Spoznati, kdo vse v vaši okolici je bil pravzaprav manipulator pod pretvezo nekega, so te njihove maske obleka naredi človeka in ego maske, identitete in tako. In zdaj to identiteto dajmo zamenjati za fingerprint, torej prstni odtis, si unikaten, čakaj, bom prav napisano bilo. Pokaži svoj edinstven jaz, tako je, smo unikat in marsikdo se trudi nas kopirati. Lahko kopirajo delo
energije pa ne morejo skopirati. In to je tudi tista stvar, ki mogoče prav, da smo malo pozorni, kdo kaj počne, pa s kakšno energijo to počne. Tako boste tudi false prophete nagruntali, se pravi lažne glasnike. Še enkrat, pravzaprav vsak lažni glasnik, false prophet oziroma farizej, je tudi tukaj z namenom, da pomaga odpreti določene fakte, določene dejstva, določena spoznanja. Vse lepo in prav, dokler ne napelje vodo na svoj mlin, dobite na svojo stran, potem te pa pelje v nadaljno odmikanje stran od sebe. Bistvo je, da mi pridemo noter vsak k sebi, domov, do sebe noter, ne pa da se ukvarjamo s problemi sistema, ker sistem je v celoti gnil in razpada pred našimi očmi. To smo že osvojili in ne zgubljajte energije s tem, v smislu, kaj nam delajo tam, kaj so tam. Itak je vse grdo. Zdaj, če že kaj iščemo, dajmo sem iskati ta spoznanja v smislu, čakaj, Benedikt je rekel, mediji so zdaj pa morali dati ven to novico. Benedikt je executan, usmrčen že časa nazaj, pa zdaj ne vem, mislim, da 17 ali pa 20, pa ne bom zdaj roke v ogenj, ampak on ni umrl na 29 ali 30, kdaj že. On je rekel mnogo nazaj. Zdaj je fajn, da on se tam odleži zdaj v tej baziliki, ali pa v Origanu, se vleže kamor se čeka, ga dajo kamor čijo, pač to neko masko, neko krsto, whatsoever. In zdaj mu se prihajajo pokloniti vsi škofje, kardinali in vsi veliki predstavniki te rimsko-katoliške cerkve. Krasno, kar ni pridejo. Come to my house, in tam jih pa počakajo, tako kot so pred Kapitolom v Washingtonu, počakali vojaški kombi pa avtobusi, te, ki so prihajali na neko združenje neko. Tako da smatram, da je to krasna priložnost, da se aretacije povečajo, da se jih lepo počupka enega pa po enega. Ker zabiti so zadost, da verjamejo, da grejo se zdaj poklanjati svojemu papatu. Pa imamo papec, Muppet Show, papet je ljudka. Kaj sem pa to reči? Skratka, aretacije so v velikem zamahu. Te aretacije se ne bodo končale kar jutri še, zaradi tega, ker je ljudi, ki morajo iti na hladno, mnogo, res mnogo, in aretacije se bodo dogajale najverjetneje še celo leto, letošnje pa mogoče še celo naslednje leto. Ker od 2017 že dogaja čistka, dajte se zavedati vsi, da smo v varnih rokah, da je vse ok, le vsak izmed nas mora vzpostaviti svojo lastno integriteto in tle spademo v kategorijo power to the people. Ljudem daš lahko moč, ampak morajo vedeti, kaj s to močjo početi. Vsak pri sebi mora biti odgovoren, ker imeti svojo moč aktivno pomeni, da jo je treba znati kontrolirati in jo v pravilno smer usmerjati. Torej ne v destruktivo, ampak v konstruktivo, da se najdemo kot konstruktivni in zagotovo iz vrha. Konec koncev, star sistem razpada in vzpostavlja se nekaj novega. In če je kaj novega, je prvi, ki nas mora srečati in nas baje v kratkem sreča, to pa sem nekako predvideval, da z novim letom, s prvim pa ipak v veljavo pridejo neke stvari. In iz več verov sem sicer ujel, da se dogaja nekaj na nivoju kvantnega finančnega sistema. Zna biti, da se bomo že v tem mesecu srečevali z revaluation, temu bi se po naše reklo revalorizacija, tako, nekaj v tem kontekstu, z ponovnim ovrednotenjem financ, ki pa bodo podkrepljene vse z zlatom in ne več z številom print mašin, ki jih je Kabala imela, oziroma Rothschildi,
ki so jih imeli pod kontrolo in so pač naprintali, kolikor so rabili, nam so pa davke pobirali. Ki je smisel pobiranja davkov, če pa jih lahko naprintaš. In naprintali so si jih, kolikor so jih hteli. Skratka, kraja je bila enormna, sej mogoče ne rabimo niti več se ponavljati. Mogoče v tem času še ena stvar, ki sem rekel včeraj, sem bil kar tak matast, ja, in seveda vidim Schumannova resonanca, je bila precej divja stvar v zadnjem delu leta ali pa zadnje pol leta. Zdaj pa se je ona čist skalmerala, bi človek rekel. Torej, čist se je umirila. Umirila in najverjetneje to vpliva tudi na nas, da smo calm down. Najprej se mora stroj naš ustaviti, da lahko ga zaženemo v pravo, s pravimi obrati, v pravo smer. Oborožen samo z nasmehom grem skozi mesto. Komu pripadam? Moje ime ni važno, ker je namera. Skratka, zlati standard prihaja, QFS, to je ena izmed stvari, kateri koledar upoštevajo naši white hati, ne vem. Skratka, če sem rekel, da se podira star sistem, se iza njega postavlja nov. Zdaj vodijo ga galaktiki white hati, pa tudi to že približno vemo. Skratka, pričakujemo zdaj te finančne, ampak spet datumi, to je grozno, tudi ne smisel govoriti, ne. Julijanski koledar, sem rekel, mogoče se upošteva tle kakšen zamik v tem kontekstu, tako da če bo 14. oziroma 13. januarja ta datum, mogoče, ne vem. Tako od papeža smo, po kitajskem horoskopu gremo iz tigra na zajca, ne. Ali vam tukaj pove? Meni ne, tako da sem šmoren. Ja. Pokaži svoj edinstveni jaz. Tle vas probamo pogumiti, ne rabite biti popularni, ne rabite biti povzpetni. Bodite realni, v štacuni, na cesti, v naravi, doma. Bodite vi, uživajte v tem, kdo ste, ker do zdaj smo bili vsi prisiljeni igrati neke vloge. Ne si bo partnerja, ne si bo ovo, ono. Zdaj pa je čas, da se vsak spusti iz sebe vse, kar on ni. A veš, kako so Michelangelo vprašali, kako si pa ti uspel tako iz konja narediti iz tega kamna, ne? To si res junak. Pa je Michelangelo rekel, ni panike, jaz sem samo dobil tisto, kar konju podobno ni. Pa se bi bila to lahko lepa prispodoba. Postani ti na način, da odvržeš vse, kar ti nisi. Torej, če ti nekaj ne deluje ali pa ne vibrira s tabo dobro, pol ne. Zdaj, jaz s kavo nimam težav. In jo lahko spijem, in jo, pa še rad jo imam. Pa jaz ne vem, če ona meni sploh kaj dela, samo rad jo imam. Nekomu drugemu pa to mogoče ni prava stvar. Tako da nismo vsi za vse. Ne vem, jaz tudi paradajz lahko jem, pa mogoče ga ne bi smel, ampak meni je v redu, ne. Mogoče ga nekdo pa prav ne sme, zato ker spada v kategorijo razhudnikov, ampak glej, moraš se poslušati vsak sam sebe, na tem svetu je načeloma vsega za vse dovolj, takoj, ko bomo odkrili, valjda, pa že zdaj je. In dajmo si samo poiskati tisto, kaj hočemo, in tudi oddajajmo tisto, kar smo, kar nismo. Dej strani sebe. To so neke stvari, ki smo si jih nalimali pravzaprav sami. Kajti vaša osnovna vibracija mora postati tako močna, da odtrese od sebe vse, kar vaše ni, in your vibe attract your tribe. Tvoja vibracija, vaša vibracija privlači vaše pleme, nam enake. Naše ljudi, ja, naše, ki z dušo in srcem upamo stopiti korak naprej, korak višje in reči, jebe se mi za vse vaše etikete, ki ste mi jih naložili, ker niso moje, ampak so vaše. Hvala lepa, imejte jih vi. V tem kontekstu je, dajte dol vas make-up, dajte dol,
ker make up ni nič up, naredite stand up, to pa ja. No, torej, dajte vse make-upe dol, ne, marsikatera bi mogla pojesti make-up, da bi bila tudi na not lepa, a ne? Tudi marsikdo, marsikakšen fant in tako. Zdaj sem dobil pa zvezdo Repatica mi je prišla na vrata. Kaj pa če zdaj, pa pauzo moram stisniti, čakaj, so pa koledniki, to je pa neka fora, moram se ustaviti. Evo me, nazaj, sveti trije kralji so prišli in so mi s kadilom pokadili po hiši. Najverjetneje to prinaša srečo, bi mogel še kaj prebrati, kako je bilo s temi tremi kralji, ki so hodili iskat Jezusa, ne? Ki se je rodil v štalci, kravci, ne. Jaz sem bil tudi ministrant, ne, ampak sej pol s časom pa ugotoviš, da mogoče pa le ni prostor v teh cerkvah za nas. En pomislek, ki sem bil, včeraj, ne, kako te cerkve v bistvu si lastijo, mislim, dobrodošel vsak, ne, v to cerkev. Vendar zdaj kakšnega avta pa na teh prostorih ne smeš parkirati, ograjeno je, da bi kakšen si ta prostor ponudil kot zavetišče, če bi ostal brezdomec, ne gre. Da bi kaj raziskal, kako je pod tepihi, kaj se skriva pod cerkvijo, tudi ne. Vsi zvonovi so bili zamenjani, vse orgle, vprašanje, če so uglašene, tako kot so bile. Bile pa so to naša zdravilišča in si močno želim, da se ti objekti postavijo nazaj v prvotno obliko, torej da dobimo res prave zvonove, ki bodo razbijali točo in nas spravljali v pravo frekvenčno, rekel, resonanco oziroma harmonijo in da bodo orgle res nam hranile oziroma uravnovešale našo notranjo bit. Tako, no, kaj sem zdaj še hotel? Da se moramo umakniti, da se moramo distancirati, to imam še tlele na listku, da se moramo distancirati, sem vam svetoval, ni bistvena čist distanca fizična, važna je distanca, da rečeš, opa, tole ti pa ne greš v mene in tako. Ta distanca je recimo mene peljala tako, da sem se umaknil fizično in psihično in mentalno od vsega norega sveta in sem največ svojega miru zresetiral, če temu tako reči, se pravi, restauriral v naravi sam in z mojima psičkama. In ja, marsikdo je rekel, si pa asocialen. Jaz sem mnogo več kot samo socialen, jaz sem super socialen človek, rad imam družbo, od nekdaj sem bil tudi v družbi s harmoniko, s kitaro, vice govoril, piknike organiziral, na piknikih pekel kanort, pa še na koncu pospravljal, da je bilo vse v redu, ne. Dok nisem skontal, da sem pa v bistvu nima veze. Skratka, jaz sem zelo socialen človek, ampak sem se pa naučil čuvati svojo energijo in jo ne razdajam, ker vse povprek in jo ne mečem, kamor ni potrebna. In se pravim, sem še kako socialen s pravimi ljudmi, v pravih trenutkih in pravo količino časa. Te stvari nekako želim imeti pod kontrolo in jih imam. Ker sem jaz se tako odločil in vsak ima možnost izbere, to bom pa zdajle v naslednji vrstici, da življenje ponuja praktično vse. Pozitivo in negativo, pozitivne ljudi, negativne ljudi, pozitivne izkušnje, negativne izkušnje. Pozitivno in negativno hrano enako velja za navade, razvade, dejavnosti in musko in kar češ. Vse življenje ponuja. Kaj pa vi vzamete iz tega življenja za sebe, je pa seveda svobodna volja, svobodna izbira. Nek indijanski proverb kaže, rek pravi, da imamo v sebi dva volkova, belega in črnega, dobrega in slabega, in v nas prevladuje tisti, ki ga hranimo. Eni so hranili ta slabega, ker so tako znali. Jaz sem vse se trudil ohranjati in hraniti te dobrega in nekako, bom rekel, se mi obrestuje, ne. Čeprav ti glih ta komad pravi, ne, mama, zar si lagala, kad si govorila, da dobro pobjedi. Ja, šli smo čez te stvari,
vsi, ki smo se spraševali, kako, meni so učili, bodi dober, dej pošteno delaj, okrog sebe sem pa gledal uspešne lažnivce, ne. Ampak ja, čas setve, čas žetve prihaja in sejal sem dobre stvari. Namenoma nikoli nisem nobenemu škodoval. Napake pa tudi jaz delam, nič ne rečem, ker vsi smo zmotljivi. Tako, mogoče sem dale refrenček, kako je naslov tega komada, Molitva. Vam svetujem, da si pogledate Parni valjak, Molitva, poslušajte besedilo. Res mama zar si lagala, kad si govorila, da ljubav uvijek pobjeduje. Dajte si, in kako mama oprosti, mičken si dajte razumeti, da je Aki bil razsvetljen in je kad se nebo zamrači, kad se spuste oblaci, bili smo v temačni dobi, prihajamo v zlato dobo, dragi moji, za vse bo zlata doba in dajte si dovolj spustiti temo in mračnost in negativnost in pesimizem in vse, kar nas obdaja slabega, ker nam nič nanuca. V novi dobi bomo se vsi v novem ciklu, govorim novem ciklu zlate, 5D. Kad si govoril, ne, ni mama lagala, samo vzdrževala je to, da mi ostanemo res, kadar ne veš kam, pojdi putem ljubavi, nič drugače. In to zdaj še kako razumemo, nismo razumeli tega časa nazaj. In hvala Bogu, da imamo možnost spoznavati ta svet, kakšen je bil, spoznavati sami sebe, kdo zares smo in smo v res magnificent obdobju, sem ga moramo tako videti. Če se fokusiramo na to, da so naši dogodki lekcije, potem je vse v redu. Če pa se fokusiramo, da so naši dogodki kazen in bolečina za nas, potem pa smo v trpljenju 3D sveta. In ni namen, da smo tam, namen je, da se umaknemo nazaj in razumemo vsak dogodek kot lekcijo. Ne? Ok, mediji, evo se že 32 minut, bom s tem zaključil. Mediji so del žnive kabale in mediji so nas probali zavajati. Jaz sem delal na radiju in prvo pravilo je bilo, če ti ljudem govoriš številke, 1392 primerov, pa potem je bilo 22.384 testov, je bilo od tega 238,4 testov neveljavnih, torej je potrebno ukrepe narediti. Koliko je bila prva številka, ki sem jo rekel? Noben ne ve. Ljudje si ne zapomnimo številk na tak način. Razumemo, 20%, malo manj kot 2 jurja, pa malo več kot 200, pa bomo razumeli hitro, ne? Čist natančnih številk si pa ne zapomnimo. In točno te številke so nam tupili, da človek res ni vedel, ali je mnogo primerov, ali je malo primerov. Noben ni nič razumel, nič se ni zapomnil, samo strah je ostajal. No, skratka, hiteli so s temi številkami na vseh, kamorkoli si pržgal, jaz sem takrat malo spremljal, karkoli si pržgal, radio, televizijo, odvrl, časopis, povsod sem številka, ampak že Bog ni vedel, ali je to ful ali je to malo. No, zdaj, ko pa ljudje nenadoma umirajo od koronavirus, ne, koronavirus iz latinskega, to pomeni virus srčnega infarkta, pregooglejte sami. Torej, zdaj, ko pa zares po koronavirusu umirajo, pa teh številk nimamo več, ne. Oni ne vejo, kaj je vzrok, sploh ne morejo pogruntati, ne. Ti znanstveniki strašni. Kje so zdaj ti strašna znanost, da bi nam strašno jasno dopovedala, zakaj ljudje umirajo, ko so tako brihtni? Ja, ne vemo. Ja, pa kaj pa delaš v bolnici, ne? Ja, tudi sem zdravim. Ja, pa dobro, si kje raka dobil, ima kakšen zdravnik raka? Aha, ne, nima, aha. Pa če bi imel raka, kaj pa bi si prvoščil od terapije, kemoterapijo? Ja, ne, to pa ne, to je pa nevarno. Dajte razumeti, doktori vejo, kaj za vas ni dobro in vam še vedno rinejo. Ne vam se ne mogoče, pa vi tega že ne rabite več. Skratka, ne morejo tudi najbolj plačani znanstveniki, ki so korono razvijali in jo obdelovali, ne morejo zgruntati, zakaj pa zdaj ljudje umirajo. Ok, imamo mi odgovor za koronavirusom. Drži? Drži.
imamo. Družba moja, v novem začetku nečesa, naj bo začetek 2. januar, pa pol lahko 3. januar, spet nov začetek in kar naj bo. 365 novih začetkov, novih poti, novih dogodivščin, novih ljudi, novih lepih stvari in še lepših in še toplejših in še več dvignjenih kocin, mravljincev po telesu in prežemajoče ljubezni, da se pretaka skozi vas takole, kot ta hudournik, naj poskakuje in naj teče, ker je vir, iz katerega prihaja, neomejen. Ker energije se ne da narediti, niti se jo ne da uničiti, da se jo drugačiti, preusmeriti. Tok se da preusmeriti, reke se pa ne da zevaporirati na tik-tak. Tako da, dajte usmerjati te svoje tokove tam, kjer rabite največ. Največ rabite tam, kjer vas stvari še najbolj intrigirajo, tam, kjer vas stvari zmotijo, tam rabite imeti tok malo povečan. Včasih nuca, vizualizacija, da si človek predstavlja zlati vir svetlobne energije, ki leti tja, kamor vi želite. Dovolj je, ta imagination je dovolj. Jaz imam na dnevni bazi, si predstavljam kar nekaj stvari v dobrobit nas vseh. Ali to pomaga, ne vem, na meni je pa dober. Ne? Pomaga. Ziher pomaga, tudi dokazano že, pa bomo o teh dokazih mičkim kasneje v letu se probali dotakniti. Skratka, dobrodošli v zlati dobi nove ere, novega cikla, ki pravzaprav je ta prehod že tukaj, že nekaj časa za tiste, ki imajo odprte oči in ušesa in vibracijske detektorje. To že čutimo in želim, da imate te detektorje vi še bolj odprte v tem novem letu. Okay. Noč, se vidimo kmalu, ne? Nova serija, novo leto, gremo naprej. Držite se, ljubljeni ste in bili in ste in boste in bomo skozi, ker smo zelo pomemben del tega planeta in tega samega prehoda. Držite se, čau!